Beh, če moram reči, da sì, da ta rozenski linguaggio mi kar ne doparamo. Mi doparamo kar po nas. Cioè, za nas, tako smo ta nasobice zdaj, to je po nas, zato ker to je, tako so rode romanile zdaj, ti naše. Tudi slovenska skupnost v Italiji je po mojem kar širok pojem v resnici, ker ga z eno besedo označimo kot slovenska skupnost, ampak znotraj tega seveda je sestavljeno iz ljudi in vsak od nas je drugačen. Tako da bi rekel, da sem zelo vezan na naš prostor kot tak in seveda na ljudi znotraj tega prostora, ki so mi pa blizu. Se qualcuno mi chiede a che nazionalità appartengo, io mi definisco sloveno perché in famiglia abbiamo quell'idea lì, ecco, è molto personale alla fine. Kako bi pa opredelila svojo identiteto? Brika. Mislim, da jaz doživljam svoje slovenstvo, svojo identiteto zelo različno od nekoga, ki magari ima oba starša Slovenca ali oba starša Italijana, ampak se je naučil slovensko, hodil v slovenske šole. Tako da je težko vse dati v eno škatlo. Se ne počutim nič in vse istočasno, torej, ja, vse. Je en miks, ne vem niti jaz. Miks. Tako sem malo drugačen, ko govorim po slovensko in sem popolnoma drugačen, ko govorim po italijansko. Zato moja identiteta ne bi točno vedel, se spreminja glede na to, kakšen jezik govorim, s kom sem. E invece il tuo rapporto con la lingua italiana? È quotidiano e è forte anche quello, però appunto è utilizzato tanto, quindi ci fai meno peso, ecco. Cioè faccio più peso alla lingua slovena perché appunto ci tengo di più nel impararla, nel capirla e tutto. Se nimam zdaj za mejko, pač, ja, sem Slovenka, ne, jaz vedno tako rečem. Sem Italijanka in Slovenka, ne, nisem zamejka dejansko. In sicer me ne moti, če kakšen misli, da sem zamejka, tudi zato, ker sem vedno obiskovala šole, ki spadajo pod zamejstvo, ne. Ampak, da bi jaz se imela kot zamejka, to ne. Kar se pa tiče italijanščine, se mi zdi, da sem se prav nekako zaradi tega tudi odločila, da grem v Italijo v šolo, da se naučim še en jezik, ki je v bistvu v našem okolju ravno tako zelo pomemben. Pojmovanje mej je prav glede na našo zgodovino zelo težko se opredeliti, za reči prav definitivno Slovenka, ne. Kot trta, nekako se vidim bolj v asociaciji kot trta, ne, ki rabi lastna rodna tla, kot zvrst, da lahko na tistih rodnih tleh da maksimalno od same sebe. Tako da, če sem rebula malvazija tokaj, potem sem brika. Ja, dejansko ljubim slovenščino, ker verjamem, da je v naših krajih ohranjanje našega jezika tem bolj pomembno in da je na vsakem izmed nas tudi to poroštvo, da ohranjamo jezik in da govorimo v jeziku, ki nam je bil dan v zibelko. Nisem pa šla v tujino s tem, da bi recimo utekla od tega, kar imam doma. Šla sem, da se bi obogatila kot osebo. Za identiteto to slovensko bi rekli, ja, imamo tudi, ampak ja, ne želimo tudi jo, ja, rečemo dobro, ampak ne želimo tudi pokazati, da ja, mi smo Slovenci, ne tako, ja, smo tako, smo Slovenci, imajo Italijanci osebni izkaznici, ni problem. Zame je boljše, če se gre skupaj, ne. Če tudi meja, ni meja, pak je most. Če govorim zase, se ne počutim ne Slovenca 100%, ne pa Italijana, ampak v tem je čar. V tem je najlepša stvar. Govorite najlepša dialekt, mi recimo po naše utipano,
je pomembno, da se spomnite našo kulturo, naše tradicije. Govorimo po slovensko. Drugače doživljam slovenščino na istem nivoju kot italijanščina. S tem, da tudi živim na meji in torej moje življenje se odvija v obeh mestih, v Novi Gorici, v Stari Gorici, tako da recimo na istem načinu govorim po italijansko in po slovensko. Rad bi ostal tukaj aktiven v vasi in pripomogel tudi k razvoju naše vasi, ker ima konec koncev vsak tako veselje, da živi v vasi, pa tudi ima veliko odgovornost na vsakega izmed nas, to ni ta odgovornost, da razvija po svojih najboljših močeh. Imamo združenje, ko imamo žegen, ko imamo stvari, tako se dobimo in govorimo slovenščino in tako. Prav je težko narediti prav ena komunita. Torej bi rekla, da pozitivno ocenjuješ prihodnost slovenske skupnosti jezika in kulture v Italiji? Ja, če bo trmasto vztrajala naprej, če bo brez sramu naprej držala visoko glavo in nikoli izbirala, upam, da ne bo nikoli izbirala krajše, lažje poti. Odziv meni se zdi zelo dober, zelo smo zadovoljni. S to mlajšo skupino udeležencev, njih sicer veliko, teh je 7-8, so pa izredno aktivni, izredno kritični, izredno motivirani, izredno raziskovalno radovedni.